Oddaja Odnosi so zakon. Simon Potnik, dober dan in dobrodošel v Krškem. Hvala lepa, Bog živi. Živijo. Dobrodošlica tudi vsem, ki spremljate tole oddajo Odnosi so zakon. Danes mi je v veliko čast, da gostim Simona Potnika, duhovnika iz Koroške, ki bo kaj več o sebi povedal tekom oddaje. Simon, tako približno te poznam že kar dolgo časa. Zadnje čase se malo večkrat kaj srečujemo. Veliko je pa o tebi slišati, o tvojem delu, ki ga v Slovenj Gradcu skupaj z ekipo ustvarjate. Pa mi je res častno, da si na tale vroč poletni dan se pripeljal tako daleč v Krško. Hvala. Z veseljem, pa se je fajn malo potovati po Sloveniji. Ja, itak je zelo lepa, pa letos ni poplav. Razen kar se je nekaj malega zgodilo, ne? Ampak v primerjavi z lani. Mogoče bi začela kar s tvojo res to osebno zgodbo, da se nam majčkeno predstaviš za začetek, od kod prihajaš. Pred časom sem jo enkrat že slišal in mi je bilo res všeč v tem, kako, recimo v narekovaju, normalna je tvoja zgodba, kako pač eno tako običajno odraščanje si imel. Ker ne vem, se mi zdi, da včasih imamo za duhovnike kar občutek, kot da so se kar vzeli od nekod, od Nove Maše naprej in kot da skoraj da so se iz enega etra pojavili. No? Zdaj se spomnim, asociacije ravno tudi nisem razmišljal o kolesarjih, ko je novinar, mislim, da to bilo lani, ali predlani že, Roglič vprašal, kako to, da ste tako čez noč postali slavni. In on ga gleda in rekel, čez noč. Ja. Koliko let sem garal za smučarijo, za skoke. Koliko let potem kolesarstvo, da je prišlo do tega. To ni bilo nič čez noč. In isto pred duhovnikom. Ja, se ni pojavil z nič. Ne. In pa drugo je to, da tam je vprašanje, če je Roglič imel vizijo, da bo kolesar. Gotovo je imel vizijo pač skoke, pa potem. In pri duhovništvu zelo različni smo bili v bogoslovju. Ko smo se pogovarjali, tako različni. Eni so, pa res sem doživljal jih tako kot tolažba in milostno. V drugem razredu osnovne šole on ve, da bo duhovnik. In je lepo tekla, to kot Nejc Zaplotnik pravi, občudujem, ko visim na koncu prstov, na previsni steni, občudujem življenje tistih, ki je življenje njihovo kot nežno, mirno, zvalovano žitno polje. Res, Bogu hvala za tak klic, ampak smo zelo različni. Pri tebi ni bilo tako. Mislim, ni bilo na previsih, ampak da bi bilo jasno, mislim, nihče ni pomislil na to. Torej prihajam čisto iz običajne družine, 3 bratje, jaz sem najmlajši. Potem živeli smo v bloku na začetku, pa še od mame, torej babica. Čisto klasično tako delavsko življenje, oba sta delavca, ata pa mama. Vera je bil tak prilično sestavni del življenja, kot nek kruh pa mleko, pa čisto običajno. Ko se ga zaveš, ko ga ni, ali pa ko je star, ali pa ko je plesniv, sicer pa ti je čistek. In sem tudi doživljal potem v srednji šoli, to je bila še tisti čas, ko se je šlo v vojsko, in ko so bratje prišli iz vojske, se več ni verovalo. Se pravi, to je bila njuna izkušnja? To je bila njuna. To je bilo normalno, to je bilo v mali kraj in to je bilo čisto normalno. Fantje po 18. letu so se oddaljili. To je bila klasika. In povezano z vojsko, prvo z vojsko? Ja, pa tiste delovne brigade. Delovne brigade so bile zelo fajne, povezujoče, pa tudi tak delen razvrat. Vse se še spomnimo v bistvu tega. Še sem majčkeno mlajši, jaz sem 80-letnik, tako da takrat so se razni tabuji so se takrat tako dali na stran in tam se je marsikaj dovolilo. Počelo. Ja. Tako že. No, in čisto normalno je to bilo. In tudi, če se ne bi preselili, bi moja pot, ne vem, kam bi šla. Mi smo se potem preselili na rob očetove domačije, tam zgradili hišo. In potem sem naenkrat iz vaškega pobalina, iz centra, postal neki obrobnež. In je to kar dosti zaznamovalo moje življenje. Veliko v samoti, veliko v tišini, tudi peš hoditi v šolo 4 kilometre, prej pa
300 metrov, v copatih sem šel v šolo, ne, tako rekoč. Ko sem prej govoril, ne, o Rogliču, pa to, ne, on je mogel sam vlagati ogromno, pa njegovi, tu se mi pa zdi, da je Bog tlakoval eno življenjsko pot, tudi s temi stiskami in se mi zdi, sem zelo hvaležen zdaj za tiste samote, za tisto en tak paglavc, kje pa si v tišini, kje imaš možnost, ne. Koliko si bil star to? Glih na robu 11-12 let. Glih na robu najstništva. Ja, 11-12 let, ko smo se odselili, zelo huda stiska. Ja, prej si bil pa vajen, pa fuzbal se spomnim, da je bil ful važen zate. Mislim, ko si shodil z žogo. To je bilo, razen potem je bila alternativa ping-pong. Okay. V našem kraju so bili tudi zelo uspešni športniki, ampak normalno smo pa fuzbal. Pa sem zelo hvaležen za to. Zelo, zelo hvaležen, ker je to timsko, to je pa skupaj, ne, pa tekmovalno, pa potem pa naenkrat samota. Ja, pa naenkrat tak tarzanovski tip, ne, dost v naravi, dost z živalmi, pa in pa tak delni študij. Spomnim se, da sem začel raziskovati, pa brati. Ogromno. Fizika, pa take stvari so me zelo zanimale, pa vesolje, narava. Ja, izjemno. Potem pa naprej. Ja, ampak z družino smo verovali. Ampak jaz kot tisti pubertetnik potem sem doživljal to kot floskulo. Kot neiskreno. Namreč pri obrokih smo molili, sicer pa nisem imel občutka, da bi molili. Zares, globoko vse. Ja, ampak je bilo krivično. Pač, tudi moji starši verjetno niso bili tega vajeni, ali pa so bili vajeni, da so kot družina. Ja, verjetno so kot družina skupaj molili, mi pa več nismo skupaj molili. In tudi, če bi jaz imel občutek, da to pač se delamo nekaj. Ker je to pač bilo moje stanje, ker sem se začel postavljati na svoje noge vere. Saj veš, ne, prej imaš okus mame glede oblačenja, ko si mali, te mama oblači, okus očeta imaš glede, kaj boš delal, pa kako ta dela, tako ti delaš. Potem sem naenkrat samostojen postaješ in hvala Bogu za kakšne duhovne vaje, da so me takrat, da sem doživel tudi eno radost cerkve, eno moč cerkve. In takrat je bila taka prelomnica, ko sem začutil, da doma niso verni. Pa zdaj vem, da je krivično. Ampak pač oče je molil. Jaz nisem imel občutka, da recimo ata hodi k spovedi. To se prav spomnim. Ne? In potem sem se oprl, kakih 15-16 let star, da bom hodil k spovedi, skaj bi edini hodil, ker nisem videl. Potem sem vem, da sem enkrat ministrant, seveda, normalno. In potem sem enkrat za kristije pogledal in vidim očeta v vrsti za spoved. To je bilo meni tako odkritje, ker jaz nisem imel občutka, o tem se nikoli nismo pogovarjali. Se pravi, videl nisi izgleda, poslušal nisi o tem in si domneval, da ni. Tako, in tudi pasalo mi je. Ja. Teda potem se počasi gradilo tudi tak znotraj enega občestva mladih, pa te žive cerkve, teh voditeljev duhovnih vaj. Da sem potem doživljal tudi pri domačem župniku vero, pa v mladinski skupini. Ja, zanimivo je to, kako je Bog že takrat začel tako tlakovati, zdaj vidim kar tlakovati, ne samo markirati ene poti za naprej. Kaj mi je potem koristilo? Zdaj, ko sem omenil, konkretno recimo, ko sem omenil to tišino. Kako nujno potrebna je za kasnejši čas. Takrat se mi ni zdelo sploh ne nujno potrebno, pa tudi zdaj mladega ne bi tako pahnil jaz v to. Da mora to delati. Ja, razumem. Ja. Takrat ni bilo izbire, jaz nisem imel izbire, sploh opcije ni bilo. Ne. Se pravi, nisi imel Spotify, nisi imel slušalke. Glasba mi je ogromno pomenila. Starejša brata sta poslušala glasbo, LP-jev, ki je to še zdaj, a ne. Gramofon, to je še vedno zakon. Tudi spoštovanje do glasbe, da ne mrdam te muzike vsakih 5 sekund, ampak daš celo plato poslušaš. Ja, tako žitek, mislim, to še zdaj si včasih privoščim to. Ampak tudi sicer, ne, recimo tudi pot v šolo. 4 kilometre si tiho. In sem takrat počasi začel tudi uporabljati kako molitev. V srednji šoli potem tudi iz tistega uporništva. Ruskega romarja sem naletel in sem začel eksperimentirati. Pa se matrati po svoje. Ne. Ampak bilo zanimivo izkustvo. A ne tak,
tako iskanje. A si potem v srednji šoli nekako začutil ta klic? V srednji šoli sem začutil, v osnovni šoli je bil en tak zelo močen trenutek. Okay. Jaz sem doživljal vero kot nekaj lepega, kot nekaj, kar je možno, ni pa ravno uporabno. In sploh recimo v šoli to sploh ni bila opcija. V šoli je bil kader, če je bila morda kakšna učiteljica, se ne spomnim, v višjih razredih, da je bila verna, ampak tega se ni videlo. Ja, seveda, da so bili pa neverni, se je pa jako videlo. Ja. In se prav spomnim recimo enega trenutka, ko je učiteljica prišla v razred, jaz sem potem verjel učiteljem bolj. V 7. razredu imam še napisano, torej domobranci in župniki so izdajalci jugoslovanskega naroda. To je bila eksaktna znanost pri zgodovini. Ne? In se prav spomnim trenutka, ko je učiteljica prišla v razred, en je nekaj ušpičil čez prejšnji dan in je mama povedala učiteljici in učiteljica prišla in ga zagrabila za lase, pa v mizo. Z glavo, ok. To ni bilo nekaj običajnega. To je bilo edinstven trenutek, ko se spomnim, da nasilje ni bilo normalno in domače. Okay. Da ne bo se izgledalo, da smo bili vandali. Pa. Ja. Ampak ko je tista kri pretekla in jaz sem v tretji vrsti sedel tako, prav spomnim se tega fanta, in jaz sem samo skozi, ti se motiš. In naslednji stavek je bil, Jezus je. To je bilo meni tako odkritje v tistem butastem nasilnem dogodku, ti se motiš. Ti, ki to živiš, pa to, ti ne moreš imeti prav tudi glede drugih zgodovinskih dejstev. In meni je odprlo čisto nova obzorja. In mi je toliko sprostilo, prav na smeh mi je šlo, mi se je smilo z sošolcem, ampak meni je šlo na smeh potem. Ker si bil osvobojen. Totalno. Hudo. In z lahkoto sem lahko potem recimo kakšne stvari njej povedal, recimo kar hoče slišati, jaz pa sem vedel, vse nimaš prav. Tudi učbenik ne jemlje več. Prej mi je bilo pa sveto. Tako mi je bilo sveto, kaj sem, ko je zdravnik predpisal dieto. To je to. In vse je bilo... Se pravi, si iz vernika v sistem postal vernik. Vernik to je bilo recimo prvi tak trenutek, da sem se resnično tako osvobodil. Potem Bog je pa začel potem tako delati take fajn stvari. Se spomnim, prejšnji teden smo se pogovarjali in sem se spomnil še enega dogodka na koncu osnovne šole. Se pravi, šola je bila zelo tako rdečkasta obarvana. Ni bilo, ampak to je bilo nam normalno, to šikaniranje. Recimo, spomnim se, učiteljica vpraša, kdo hodi k veruku in dva smo dvignili roke, vsi smo hodili k veruku. In je bil tak pritisk. In se spomnim, da sem bil zadnjo uro pri enem predmetu, ena učiteljica bila taka, smo se bali. Sem bil vprašan, kaj me je vprašala. Vedela je, da sem veren. Jaz sem pa v soboto pred tem prišel k svojemu župniku, imel sem prosto in sem šel peš, se spomnim, uradili. Sem rekel, a imate kaj za delati? Rekel, nimam kaj. Rekel, zdaj bo eni Avstrijci prišli, cerko jim lahko odkleneš, pa bodi z njimi. Ko boš imel pa čas, pa lahko travo pokosiš. In jaz sem šel tam travo kositi, ko so oni prišli. Jaz se razumel, nisem Avstrijcev nič, angleščino sem se učil, samo guten tak, pa sem z njimi hodil po cerkvi. In kot ministrant sem gledal v prezbiterju eno fresko, 1000-krat sem jo gledal, in tako nisem vedel, zakaj se gre. Pač vedel sem vse, kaj na njej, in tak križov pot je narisan, 7 postaj, nekaj podobnega. Zanimive so dimenzije bile, to sem si vedno ogledoval, ko mi je bilo dolg čas med mašo, ko sem ministriral. In pa en del slike je bil tak, ni bila slika freska, bila, poškraban je bil in je bilo noter, kot da bi z žreblom noter letnico, 1, 5, 2, 3, 1, 5, 2, 3. In oni Avstrijci tam hodijo in seveda govorijo, in jaz nisem nič razumel, samo neka renesance, pa in ona mene potem takrat vpraša, zaključno za oceno, med oceno sem bil, po čem je znana Radliška cerkev? Jaz sem z Radl ob Dravi. In jaz pojma nimam, to me nikoli ni zanimalo. In se spomnim v soboto, freska, iz 1523 leta, ona so debelo gledali, so šolci debelo gledajo, kaj je zdaj to, ekspert, in jaz začnem razlagati, kaj je na sliki, dovolj, sedi. Kako Bog uporabi. Ja.
takih imaš lahko veliko. Gledam zdaj, kako me Bog ni pustil samega v takih nepomembnih trenutkih, ki so bili zelo pomembno, da sem čutil Božjo prisotnost, ker sem imel, to ni bilo moje. Okay. To beni zaslug nisem imel. In mogoče, če kar preskočim zdaj 50 let nazaj, doživljam podobno, ne? Ker večkrat vidim, to ni moje. Bog, ti delaš neverjetno, kako se igraš včasih. Pa ne bi, večkrat se hecamo, da smo že Božji razvajenci. Koliko take miline, koliko takih drobnih dotikov, pozornosti, dotikov je. Super. Bova šla, beva mečkim kronološko, res. Tako me zanima, no, kdaj te je res zagrabil, kdaj te je, a veš, poklical, ne? Kdaj si mogoče ti res, a veš, mislim, tako, ne, oddaja Odnosi so zakon in tukaj pretežno o zakonskih odnosih, ne? Kdaj si ti dovolj jasno vedel, da pač ne boš nikoli bil v zakonskem odnosu, da ne boš nikoli imel žene, ali pa tako, a veš, tako, kako te tako močno zagrab, da veš, kot mlad človek, ne, a veš? Konc srednje šole. Proti koncu srednje šole je šlo, takrat je bilo tako kristalno jasno, sva se ruvala. Z Bogom. Ja, pogoje, jaz sem hotel kompromise, pa... Si imel kako punco? Ja. Jaz sem bil v takem lepem odnosu, smo bila še kar nekaj časa, torej od 3. letnika srednje šole naprej. Ampak se je začelo pojavljati, v srcu sem iskreno čutil, da nisem 100-odstoten. To sem doživljal. Nisi ves. In jaz sem imel tako občutek, kot da njo varam. Nisem ves, pa nisem imel pa res sem jo imel rad, pa tudi življenje je bilo fajn, pa fajn mi je teklo, pa doma nisem bil ves in to me je toliko jezlo, ker pri fuzbalu sem bil vedno 101. Ava 102, ava 108. Nisem, kjerkoli, sem lahko bil, pa tudi, če so bili drugi boljši, to ni pomembno, ampak jaz sem bil ves noter. Okay. Tu pa nisem bil. In mi ni bilo fajn. In mi ni bilo vseeno. Pa bil sem iskren, pa lepo je bilo, čisto je bilo, fajn je bilo. In potem je prišel postni čas in si rekel, gospod, dejma. Jaz sem pa takrat že kakih 2 leti hodil redno na duhovne vaje. In sem takrat že čutil to, kar si prej omenil, ne? Te Božjo bližino. Jaz sem že čutil Božjo bližino. Ampak tako kot ti čutiš v družinskem življenju, jaz nisem čutil, da Bog kliče v duhovništvo, drugače pa ne kliče. Ne, sem bil toliko vzgojen zdaj v tem okolju duhovnem, da Bog kliče v vsakega. In to mi je bilo tolažbo in spodbudo. Okay. Tu nisem se čutil hendikepiranega. Jaz sem bil prepričan, da bo šlo pač v to smer. Družinsko, ampak bom lahko z Bogom. Ampak ravno toliko je bilo, da sem jaz potem Bogu hotel Boga zadovoljiti. Pa bi jaz v misijone šel kot zdravnik. Pa bi jaz šel defektologijo študirati. Ponujal sem nekaj v zameno. Okay. Ni še bilo čisto jasno duhovništvo, ampak v postnem času, ko sem pa res lep post, močen post, brezkompromisen. Hrana, pijača, molitev, zvestoba, skromnost. Tak fajn, velikodušen post. In pol me je udarilo na spanje. Smo se hecali, kaj bo moj atribut, če mi bo dano priti med svete pošter za dober spanec, ker spim pa res odlično spim. Okay. In nisem spal. In to se je začelo pol po noči, pa prebujanje, pa tako, ko sem zbudil, takoj z Bogom, pa in pol je bilo, v enem trenutku bilo jasno, ti si moj duhovnik. Čisto tako je prišlo. Pa potem pa tisto, pa zakaj jaz, pa 100 boljših, pa pogleda so dejansko boljši, pa jaz imam punco, pa jaz ne morem, pa kako bo to življenje, pa kaj pa če to? In bo tok lep klic, tok neagresiven, tok, kako bi omenil, tak, ko prije svež zrak, pa taka voda, ki te odžeja, pa to. In v trenutku, to ne bom pozabil, v petek večer je bilo, pri Maši, v trenutku, ko sem rekel, okej, to se je toliko sprostilo, to se je toliko, potem, da sem tu z lahkoto razčisto, tudi s punco, pa družina bila itak presenečena. Itak še
meni ni bilo čisto jasno, kaj to pomeni. Brat je rekel, če smo iste krvi. Okay. Ampak bila je, torej v družini ni bilo nasprotovanj, podpora. Nasprotovanja so se začela potem v okolici. Se je zgodilo, da je kakšna klapa kdaj šla iz igrišča, ko sem prišel. A res? Ja, res, to sem doživel. Ne. Pa ste bili prej ful pač Pa povezani? smo bili, pa so se generacije že malo menjale, ampak ja, že kot bogoslovec, ko sem prišel. Ja. Malo že tisto šuniranje, malo ne respekta, kaj sem kaj. Ne bi ravno rekel zaničevanje, ampak malo pa, da sem si kdaj tudi svoj žogo iz principa prenesel. Pa gledajte, jaz sem pa brcal. Ampak potem se je tudi to zgubilo, ne, ta napetost pa. No, to. Zanimivo. Spomnim se te iz Zreč, ali je bila to tvoja prva postojanka kot župnik? Prej pa si bil kaplan. Na Ravnah, ja. Na Ravnah. Aha. Kakva so bila tista prva leta duhovništva, recimo, ker si verjetno iz te čistosti tega klica se začel potem nekako postavljati, usposabljati, verjetno tudi. Spomnim se, da si bil od nekdaj malo tako upornik proti sistemu, znotraj sistema, zmer si probal kaj na nov narediti. No? Nisi maral statusa quo. No? Tako se mi zdi. Jaz sebe ne doživljam kot upornika. Jaz sebe bolj doživljam. Mogoče so te drugi tako videli. Ja, pač verjetno. Ker marsikdo mi je rekel, da sem totalni konzervativc, nekdo mi je pa rekel, da sem liberalc. Zdaj pa kaj, ne. Kam me hočete dati? Tako Adi pravi, en te hvali, drug te graja, kdo ima prav, le kdo, ne. Tako en pravi, čebula smrdi, diši, pač von ima, zdaj pa kako ta gledaš. Lej, tako bo rekla, močen von imaš, ne, po gospodu, ne, in to pač, ja, ali privlači ali odbija, ne more te pustiti ravnodušnega, ne. Veš, kaj je bilo? Jaz sem zelo hvaležen za diakonsko leto, pa kaplanska leta, ne. Sem imel veliko možnosti delovanja, učenja, pa poti ene pastorale. Sem zelo hvaležen za teh 5 dejavnih let, ker ko sem prišel za župnika, mislim, to je prvi dan, je bila tak šok, čist kot da bi bila druga gravitacija, drugo vse, nekaj si župnik, ne, in tu je bila kriza identitete. Jaz nisem čutil, da sem poklican za župnika. In to smo se opet zmenili z gospodom. Jaz sem čutil, da sem poklican za duhovnika. Ker župnik, to so taka pričakovanja, razna od ljudi. Potem sem govoril, kaj bi škof recimo želel, kaj gospod ti želiš od mene, kaj zdaj, a se čez noč vse spremeni. Seveda ene odgovornosti sprejmeš, a ne tudi, ko si poročen, pa ko imaš družino, se ene stvari drastično spremenijo. Hočeš ali nočeš. In tudi kot župnik moraš ene stvari, da ne bi zvenelo, kot da se zgovarjam, ja, župnik mora pa zdaj materialne stvari, jaz pa nočem. Spada zraven. Nujno, tako spada zraven skrb za telo, spada zraven, da si zdrav, da spiš, da ješ, da se gibaš, kaj duhovno. In takrat sem začel doživljati zelo, kar nekaj let je bilo to, duhovnik župnik. Okay. In je bilo, kjerkoli sem mogel, sem to navrgal. Spomnim se, Bogi škofi takrat bili in smo kar, ko so se takrat kar začeli menjavati. Sem iskal to. Zelo močno. Zelo močno sem se vrgal v pastoralo. Zelo. Z mladimi veliko delo. Z mladimi dokaj veliko in takrat, ja, pač ves sem bil v skavtih, tudi na nacionalni ravni. Sem zelo hvaležen skavtom. Jaz sem prepričan, da metodološko ne bi bil tu. Pri skavtih sem, grozno se bo slišalo, kar se tiče metodologije, sem v skavtu dobil mnogo več kot z fakultete. Okay. Kaj tu misliš metodologija? Recimo, metodologija, način dela, vodenja, reflektiranja, načrtovanja, pa vse to. Kako prijeti stvari, kako se lotiti stvari. Pa tudi 1 na 1 ali pa glede skupin, čist faks me ni opremil. To, ne. Morda je ponujal, pa jaz takrat nisem tega vzel. Da ne bo faks kriv. Ampak menim, da je bilo premalo konkretnega usposabljanja. Bilo je zelo duhovno, dogmatično, liturgično, teološko, kvalitetno, zelo bogato. Še zdaj se vračam v tisto, hvala Bogu, brez permanentnega dela tak nič ni, ne moreš, ampak vseeno. In tudi, da sem tu zelo hvaležen skavtom in sem tudi bil potem na nacionalni ravni kar dokaj dejaven, pa na lokalni pa itak. Z mladimi,
Ampak takrat sem začel čutiti to, kar sem kot kaplan, da sem bil pretežno z mladimi, sem začel čutiti preveliko odgovornost dajemo mladim. In smo krivični do mladih, da morajo mladi faro držati po konci. Z svojim nabojem, svojo smelostjo. Potem pa tudi vidiš, koliko morajo delati. Mladi morajo v bistvu karkoli je držati po konci, kakšne dogodke. In ni pošteno. Ne? Tudi pastoralno, recimo, se mi je zdela taka licemerna, če ne celo hinavščina. Ne? Recimo, ti ne moreš veruka učiti pred 15 leti, če nimaš teološke izobrazbe, primerne. En mulo, 16 let star, je pa lahko animator 7-8 razredu. 2 leti mlajšim od sebe. To je meni bilo krivično do tebe, ki si lahko oče, veren oče, ki si za moje pojme 100-krat bolj usposobljen kot en 16-letnik. To, da ima on pristop do teh mladih, to je res, ima bližino. Ampak on še zase ne ve. Jaz pravim, to so še vedno pampers generacija. In tudi imajo možnost, da odraščajo. Zato sem začel takrat na zakonce. Ni mi bilo še jasno čist kak pa kaj. Začeli smo z zakonskimi skupinami. Istočasno se je Diš rodil. In takoj sem že začel iskati sorodne duše. Diš, Iskreni net, kjerkoli sem videl, da je. In to sem videl, to je gotovo prava smer. Ni se še izoblikovala družinska kateheza, tako smo zdaj v Slovenj Gradcu, potem malo bolj se oprijeli tega načina. Se je pa pojavila kmalu lakota. Bazen se je spraznil, hitro. Tudi ena taka utrujenost fizična. Jaz sem se kar fejst angažiral s športom, potem so se prve operacije pojavile na kolenih, pa druga, pa tretja in to je bilo kar šok. Kot ti je oduzeto, en ventil ti je oduzeto. Ne? Pa ne, meni ni bil ventil, meni je to bilo način bivanja. Meni je to bilo, jaz sem kolesaril, 3-krat na teden sem se rekreiral. Vsak torek squash, vsak četrtek košarka, nedelja fuzbal. In fara je to omogočala, fara ni trpela, pa še kak večer pa kolesarjenje ali pa sprehod s psom. To ena fara omogoča, lahko živiš tak ritem in jaz sem rabo to fizično tudi, ker me je držalo po konci, da sem jaz lahko molil, sem rabo biti aktivn. Pa sem pa videl, da ne bo in sem začel iskati in se je rodilo eno zelo dobro duhovniško prijateljstvo. Zelo hvaležen. Tisto mislim, da je bilo zelo, in tudi vsa pastorala je prišla iz tistih pogovorov in prepirov. En tak drugačen duhovnik kot sem jaz, pa zelo dobra zaupna prijatelja in sva se toliko dajala. On je bil zelo podkovan v Svetem pismu, pa zelo tak doktrinalno se mi zdi zelo, in sem tam črpal, jaz sem bil pa zelo terenc, 4 pogonci. Takrat, če mogoče ne toliko, ali pa bolj nezavedno, pa učljivo, zelo predan pastoral in sva tu zelo drugega zelo bogatila. In tudi tako duhovniško prijateljstvo. Potem se je to razširilo, kako skupino. Potem sem si pa že začel sam, jaz dopusta nisem imel niti enega dneva. Jaz niti nisem vedel, noben mi ni povedal, da dopust spada zraven. Dopust je bil, recimo, ko sem bil en teden za skauti. Jaz sem prišel nazaj kot cota. Vedno si bil v fazi dajanja. A bi lahko rekel, da si v neki točki pregorel, ali kako bi se to danes moderno reklo? To bi zdaj bilo tako izkoriščanje tega termina. Nisem, bilo pa je na poti enega mlačnosti, pa enega, ne vem, smiljenja samemu sebi pa to. To sem pa začel iz tega ven, z tega prijateljstva, pa da sem si strukturiral in sem prav pogruntal. Enkrat na leto v Tezej, za en teden v tišino, enkrat na leto na ful kvalitetno romanje, obakrat sem prijemnik, enkrat na leto na dopust, ki je bil ponovadi aktivn, to je bil običajno Camino s biciklom. Enkrat na leto pa še kakšne duhovne vaje v tišini, recimo. Tako da sem si razporedil leto. Na kvartale nekako. To je mene potem držalo. In potem zreče so omogočale, ker so bile fara z domom duhovnih vaj. To je bilo, ker sem bil že iz srednje šole vzgojen v tem duhu, mi je omogočalo tudi ta način pastorale. In to je bilo super kombinacija. In takrat se je potem pa z Dižem, zaradi Diža, zaradi Iskreni net pa tega, sem dobival potrditve, da je to prava smer.
ki sem jo potem v Slovenj Gradcu še malo po svoje izpilo, da sem šel na odrasle, predvsem na odrasle, pastoral odraslih. Pastoral odraslih je osnovna panoga, da mi omogočimo platformo oziroma igrišče, na katerem mladi in otroci lahko igrajo se. In da mi odrasli postavimo meje, dokot smejo, dokot ne, ne pa da mladi to delajo. Veš, kak je en izrek, ne? Da je Jezus je blagoslavljal otroke, pa učil odrasle, Tako. mi pa blagoslavljamo odrasle, pa učimo otroke, ne? Pa blagoslavljamo. Ali pa smo celo zahtevni do otrok in veliko bolj. Bi rad, da potem preideva mečken več v to zgodbo Slovenj Gradca, da mečken poveš, kaj počnete tam, pa tako. Ampak deva se mogoče mečken vrniti na osnovne zakaje. A veš, na osnovne te, kaj sploh pomeni zdaj pastorala, ki je en tak izraz, ne? Kaj sploh v bistvu vera kot taka danes ljudem pač pomeni ali pa ne pomeni, a ne? Kaj, če greva še mečken bolj nazaj, kaj je sploh smisel življenja, a veš, tako, te osnovna bivanjska vprašanja, ki se jih ljudje danes zadajajo, in se mi zdi, da se ogromno število nekih iskalcev sploh ne loti pogledati, kaj se skriva v tem smislu neke razlage za tem cerkvenim zidom, ne? Ki je velikokrat debel in dobro za, ne? In, a veš, tako, da pogledava malo pod to, ne? A veš? Ogromnokrat smo sami krivi, ne? Ja, sej pač kako bi ti to razložil, ne? To je zanimivo, spomnim se, 3., 4. letnik bogoslovja faksa, profesor, jaz sem diplomiral, oziroma posvečen sem bil 98. leta, torej že v prejšnjem tisočletju. Je rekel, naslednje tisočletje bo religiozno ali pa ga ne bo več. In sem vzel to, če bo. In dejansko, ko smo delali statistiko, potem kasneje, mislim, da z mladimi, programi televizijski, koliko šloganja, koliko teh vedeževalskih, to je sama ena duhovičenje in praznenje, ali kakorkoli, pač ta sfera. Vsa Marvel zgodba, s filmi in superjunaki. Točno, od vse neki zombi. Skozi je to presežno, ti duhovi, spiritizem, to me je ogromno iskanja tega presežnega. Dobro, zdaj bi pač na svojem vrtu, pa v svojem inkubatorčku bi to imel, v svojem terariju bi imel odgovor na vsa vprašanja, na klik, na gumb, kakorkoli, ampak dejstvo pa je, da to, kar živim, sedanji človek, mi ne zadošča. Me ne zadovolji. Tudi če povečam garažo, pa noč spravim, ne vem kak traktor, me ne bo zadovoljilo. Za 3 dni ja. Potem bom pa že sanjal spet. In vidim, da dejansko je žeja, pa lahko ta je. Zdaj, kako se tu potem poteši, kako se vsak posameznik odloči. Zdaj, ko si, tu pa se mi zdi, zelo prihaja naproti pastorala. Pastorala je zelo širok pojem, pokriva katehezo in pokriva evangelizacijo. Mora, za moje pojme. Namreč. Naj bi jo. Ja, mora. Ok, pa kaj je sploh evangelizacija? Ja, zdaj, kaj to pomeni? Zakaj? Katehezo pomeni to, tisti, ki je že na poti, krepek, da se ga hrani, da se ne prepusti se ga, samemu na milost temu svetu ali pa temu času. In pa tisti, ki še ni na poti, da mu posvetim na pot, ali pa da mu pokažem, voda je, ali pa da mu pokažem, da mu naredim lušte, da mu pokažem upanje. Evangelizacija je to, ne? Če jaz vidim, da za hribom je sveža voda, ti pa tu se matraš s temi piksnami, da ti rečem, pa dej normalno. Ampak recimo, preberem eno dobro knjigo, pa me ni sram povedati mnogim, ful dobra knjiga. Ampak kaj sem, kak podcast, dej, kak, in me ni sram. Če pa najdem izvir vode, ki teče v življenje, mislim, sliši se lahko tako pocukran, ampak dejansko voda, ki je življenjskega pomena, ne samo za 100 let, ampak to pa ne bi. To je evangelizacija. Da dejansko sem po Pavlovu ne samo pripravljen deliti razlog upanja vere, ampak dejansko
v krogu svojih bližnjih, tudi če treba, te pobašam v avto, pa te prepeljem, pa sem s tabo svoj čas, da te že skoraj ne rekel prisilim. Ja. Da te moje življenje, da te lahko gane, da te že malo primora, da vidiš, zdaj ta ne dela se, da se ne samo delam. Ja. Da to ni samo neki habit, neka cota, ki jo dam na sebe, ampak da nekdo ob meni začuti, če te fuzbal spremeni. Mislim, zdaj po Slovenj Gradcu hodijo razni klubi, Ja. in ko grejo mimo okna, vidimo, so fuzbalerji, so odbojkaši, pohoj se vidi. Da ne. Ja, za fuzbalerji, tisto, co smo. Odbojkaši že tako, pa po govorih, ne. In te, tudi ko nimaš žoge, tudi ko nimaš športnega resa, se vidi. Da si fuzbaler. Ja, recimo. In koliko bolj mene, ki me je zadela srečanje z Gospodom, na eni evangelizaciji mi omogoča, da ne sanjam o tem, kar so nas učili, da je vera zasebna zadeva. Ja. To je herezija, to je laž, to je kot da bi mogel motor kupiti, pa se po garaži voziti z njim. To je oslarija, sploh v to vred. Osebna, nujno. Osebna, zasebna, nikakor. To je orlo pretnice zvezati. Ok, se pravi, ne, ker je pa tako, ne, a veš, ta rek, ki se napačno pripisuje Frančišku, ne, oznanjaj evangelij, če je treba, boš pa še kdaj kaj povedal Tega itak zraven. ni on rekel, ampak seveda, če tvoje življenje ne pričuje, potem vtihni. Ampak če ti je pa stvar dragocena, pa magari je slaj. In to je tisto, ko sem prej povedal, recimo, če bi jaz z očetom enkrat imel debato, pa ne očitam staršem o veri, pa to, da bi videl, njemu je pomembno. Pa tu zdaj generacijam rečem, ni dovolj, da imaš Sveto pismo na nočni omarici. Če te tvoj mulc nikoli ne vidi Svetega pisma vzeti v roke, delaš narobe, nimaš prav. Ne zato, da te bo on videl, ampak da je to tudi sestavni del tvojega življenja. On vidi, kak je, če ti nekaj pade na nogo. To vidi, a boš zaklel, kaj boš, da pa vzameš Sveto pismo, da ti je to dragocen trenutek tvojega dneva, tega pa ne vidi, ni prav. In se mi zdi to, kaj je meni pomembno, da je to sestavni del mojega življenja, da nekdo ob meni začuti in evangelizacija mi daje vse kompetence in odgovornosti. Ko Jezus kliče, ne, tu pridemo do tega, kar smo že prej, pa se verjetno še bomo še dotaknili, učenčevstva, ne. Ja. Mi smo hendikepirani učenci. Matej 28. Ja. Pejte pa naredite Tako. vse ljudi. Ne? Ker ko mi bi pa samo, da nas kliče. Pa da smo z njim. Sorry, on nima načina teh naših učilnic zaprtih vakuumsko, ko greš pa ven, se pa live začne. Ampak on dejansko, ko zbira že v drugem stavku, zdaj, ko Marka beremo, ne, veš, kje se previs v prvi tretjini, pa še ne, kje se že zgodi prelom evangelija, pojdi, gotovo. Nimaš kaj biti tu pri meni, da te bom jaz hranil. Ne? Ja. Ker delamo v bistvu take večne odvisnike. Jaz smo meni grdi izraz za to, veš. Duhovno samozadovoljevanje. Seveda. A pa z drugimi besedami, tak kvazi klerikalizem, ki smo ga izumili, tako verniki, kakor duhovniki. Klerikalizem ni izum samo nas, klerikov. Ne. Zato, ker mi paše, ko mi ti delaš klerikalca. Svete roke, posvečene besede. Zato, da ti ne rabiš. Ti si isto vključen, tvoje roke so isto svete, zato, ker lahko tudi onega bogega Samarijana tam se ga dotakneš, pa tvoje usta so pomembna, da pričuješ za, ne, kaj Peter tam, ko je prišel ven, s tistimi bogimi besedami, s parimi stavki. In dalje. Nimava veliko, ne, imava pa to, da so srečali Jezusa. Točno. Ki piše v apostolskih delih, da so bila neuka, ne, tako. dobesedno idiotaj. Seveda. Ne, mi se danes res bojimo. Mi se bojimo karkoli. Iz te tabuizirane religije, ki smo jo pojerbali, se mi zdi tako iz cerkvene strani, kot iz te, bova rekla, predosamosvojitvene komunistične, kjer praviš je zasebna religija, ne? Z dveh koncov je še zašuškana zadeva, ne? In nas je res strah. Zdaj, da ne bomo preveč krivična. Res je, okoliščine so se zelo spremenile. Ja, ampak mi se še nismo prilagodili. V tistih okoliščinah je to bilo... Se ni dalo drugače. Vem, da ne. Ampak recimo zdaj... Zdaj pa imamo izgovor to. Zdaj nam je pa to v izgovor. Veš kaj mene, recimo tako...
Ja, ena dualnost je ta klerikalni pa proti laiki, recimo, ne, to, ko si rekel, da se je že čutilo takoj, ko si ti bogoslovc postal na fuzbalplacu, ne. To je ena taka stvar, druga je pa ta res, ko se gremo evangelizacijo ali pa ko vabimo v to, se mi zdi, da ne vem, pač to ni prva evangelizacija, to je 25, ne, a veš, in ljudje mislijo, da vedo, kaj, o čem govorimo. Če pa imaš vsaj nekaj tega osnovnega izkustva z Gospodom, ne, je pa to tista voda, ki bi jo rad ljudem dal, ampak oni mislijo, da vejo, kaj v narekovajo prodajaš. In pol tega ne maram. Tam bodo me postavili v eno klop, tam bojo gospodovali nad mano, tam me bojo, a veš, tako. Zato pa prihajajo razne življenjske preizkušnje, pa nisem zagovornik tega, da bi, ko včasih slišim, vojna mora biti, pa bomo spet, Bog ne daj. Ja, pa na smrtni posli, Bog ne daj. Ampak vseeno, kakršnakoli stiska, ki me vrže ven, ali pa da službo zgubim, ali pa ko me iztiri iz tega mojega cone obdobja. Pa to, da jaz obvladam, ko mi časa zmanjka, takrat so stop na mesto, da dejansko vidim, kako Bog deluje. Ko sem v Bog. Ker ljudje si naredimo pa varno Seveda, ne. okolje, ne. Ampak dobesedno, ko sem doživel to, recimo, da sem bil v Bog v kaki stvari. Res nemočen, šibek, slaboten, hrepenev, pa bil v Bog. In ko je Bog začel delati. Banalne stvari. Ampak smo se prav smejali, smo se v bistvu, toliko dogodkov se je zgodilo v življenju, da smo se prav skovali, smo božji razvajenec. Ampak moraš biti pa v Bog. To ni bila v smislu plemenitosti, ampak revščine. To ni bilo načrtno. Jaz bom pa živel v boštvu. Ne, jaz bi drugače. Sam, te pripelje do toliko te ima rad, da te pripelje do točke, da moraš reči, ne morem. Ne morem. Predam se. Če ne več kaj. Ne bom pa obupal, recimo, ne. In potem začne Bog odpirati vrata, pošiljati ljudi. Jih to sem rabil. Pa glih zdaj lepo. Ja. Tako fascinantno, no, tako res lepo. Kako se je potem začela plesti ta zgodba te slovenjgraške, recimo, kjer imate skupnost večjih župnij, če prav razumem, imate tudi več duhovnikov živi na kupu in v bistvu vi imate pastoralni center. Se deluje bolj eksotično kot tak, ampak to je še vedno škripanje, ne? Še vedno... Koliko časa je to? 11 let. 11 let, ok. Zdaj bo 12 leto, ja. Rodilo se je, pač pri meni samo se je rodilo, a Bog res do konca zahteva, da odtavamo v to, kaj sem tako Charles de Foucault, ko ni videl nič sadov svojega dela, ne? Ok, to želiš. Če boš to, Gospod, želel, v redu, bom sprejel to, da je vsa pastorala nerodovitna, ker v bistvu toliko dela z mladimi, pa spozna fanta, zgine. On dobi službo, študent zgine. In ga ni več blizu, več let, dokler 7-8 let pripelje enega krstu, ne, pa je vesel, pa bi vi ne poročili, ne, še zdaj, mogoče, kdaj. In se vidim, da sem kot ena palma v neki puščavi, zgolj eksotično bi prišli k meni, vode v oazi ne rabimo, ker imamo tako napeljavo dovolj. Ok, a ti želiš to? Ne? In konstantno kot duhovnik sem doživljal pač te odhode. Odhode, konstantno. To je boleče. Meni je bilo. Bilo mi je hudo, recimo, bilo mi je zelo hudo, ko kdo od teh mladih, recimo, ko sem bil na pogrebu, umrl. In sem se spraševal, a si umrl s Kristusom, a si umrl v Kristusu? A je tvoje življenje bilo po Kristusu? Ali je bilo skupaj prazno? Pa toliko sem se matral, jaz sem si želel, a si vzel, a si slišal Jezusa? A si zdaj, ko si odprl oči za večnost, a si ga prepoznal? Če ne, brez veze, onih 8 let veruka sem se matral, pa imam raš ene nore duhovne vaje, da te strezni, da potem rečeš, jaz Kristus. Če ne, brez veze se sprenevedamo s tem verukom, pa se zadovoljimo s tem, da smo pač nekaj naredili. Oprosti, meni ni dovolj, če vsaj nekaj pa jih preplava reko Birme. Meni to ni dovolj. Jaz bi si želel, da vsi preplavajo.
Ampak kot sem pred kratkim tudi rekel, jaz bi si želel, da ko naredijo izpit za avto, vsi vozijo z veseljem avto, ne pa da naredijo izpit za avto, pa ga pa nobene vozi. Mislim, če ti, Gospod, želiš to, ok, ampak mi ni bilo to. Jaz sem skozi doživljal to, da Gospod želi rodovitno cerkev. Ja. In potem sem začel videti, da obljublja to. Pa zakaj? No in potem sem začel iskati. Okay, a se je ta pastoralni center pa rodil iz tvojega teženja škofu? To govorim še izreč. Začel iskati na razne seminarje, predavanja. Tudi bratom protestantom, ki smo imeli prvi in edini so imeli v Sloveniji zelo kvalitetna predavanja glede voditeljstva, ker sem videl, da sem podhranjen. Mi nimamo dobenih takih. Duhovno, metodološko, kot sem prej omenil, voditeljsko, ništa. In začel iskati sem tja, in potem škof Turnšek, takrat je prišel z idejo, če sem še za, ker v sosednji župniji je bil župnik in sošolc moj, ki je genijalen duh in je ogromno stvari počel, takih hobi zadev. Jaz sem se pa utapljal v pastorali, v bistvu nisem več niti zmogel. In potem smo začeli sodelovati. In potem smo prišli do tega, kaj pa če mi da najni župniji pustila tako so, ampak da bi združila, pa bi drugemu pomagala na določenih področjih. On je bil močen na enem področju, pa bi tudi, ljudje so pa gravitirali skupaj. Živeli so skupaj, v iste šolo hodili, iste službe. In smo to predlagali škofu, škof je potem zagrabil, ampak on je imel drugo vizijo na čist drugem področju. Prišla ideja za Koroško. Jaz sem se že takrat dal na razpolago, jaz sem sanjal o misijonih, ampak škof je takrat rekel, že prej kot kaplan je rekel, vas tu rabimo, pa potem, ko za župnika isto sem rekel, da bi šel v misijone, pa zdaj vas tu rabimo, ok. Saj si v misijonih, veš. Ja, seveda. Slovenija je misijonska država. Zdaj mi je jasno. In potem je prišel pač Slovenj Gradec, skupaj še z enim duhovnikom, nisva bivala skupaj, sva pa delovala skupaj. Pa je bilo prilično solidno, dobro, pa je bilo težko, ko smo bila malo skupaj. Potem je prišla pa zamenjava in smo dva duhovnika živela skupaj. To je bilo pa zelo drugače. Okay. Ker smo mi do premizi se lahko stvari zmenili. Pa se je začela postavljati temelj sobivanja, da smo začeli skupaj moliti. Potem je prišel tretji duhovnik, smo začeli pa res živeti skupaj tudi, načrtovati skupaj, iskati poti skupne. Ne da ima eno faro, drugo faro, ampak da si res pomagamo. Se je pokazalo ogromno pomanjkljivosti. Ogromno več, kot jih je bilo prej. Zato, ko smo se začeli nalivati čistega vina. In zato pravim, to je škripanje. To se vidi toliko napak. Toliko lastnih napak, ko jih prej sploh nisem vedel, da jih imam. Ampak seveda, ker imam zdaj ogledala okrog sebe. Ampak imam dobre ljudi. To je prednost. Pa mogoče nisi več bil v tej fazi, da bi vezal občutek lastne vrednosti na to, da si brez napak? Kaj pa vem, veš. Ker to vidim, da je recimo velikokrat se bojimo delati napake, ker mislimo, da če boš delal napake, pol si manj vreden. Ne, pa se to te fuzbal uči ali pa kjerkoli se te uči. Dobro, sam mi tle v naši veri, ali pa v naših krogih. Se tudi recimo v šoli, gledaj. Tudi v šoli, Bog ne da je došli narobe naredil. Ne bom odgovarjala, pa reči, da bi enko, kakor da bi probala za trojko. Tako smo vzgojeni, da mora biti popolno. Ampak to me večkrat vprašal od duhovnikov. A si pripričan, da je ta pastorala prava? Nisem. Sploh nisem pripričan, da je to prava smer. Prepričan sem pa, da to, kar sem do zdaj delal, ni v redu. Torej, to je pot iskanja. Čisto, Gospod me vabi in to je proces, ker nekdo drug bi drugače delal. Tako, tvoj brat, ki ima družino, verjetno ima drugače družino. Zato, ker on drugačen, pa sta brata. In tako je tudi ta pastoralna zveza ima, hvala Bogu, toliko svobode, da lahko tudi se oblikuje. Je pa problem, ker se pač na novo postavljajo stvari pravno, zelo počasi teče. To se dotika zdaj 7 župnij, pa potem to je 7 birokracij, 7 enih ustaljenosti, tradicije, folklore. Tega ne maramo spreminjati, ne? Ja, potem tisti, ki čutimo, da moramo, ne znamo spreminjati, večkrat narobe spreminjamo, se narobe lotimo, ko bi lahko drugače, če bi znal, če bi vedel, če bi imel en support.
vidim, da ko hodim po tujini, malo vidim, kako se nekje škofije lotevajo in nekje zelo posrečeno, dosti bolj celovito, dosti bolj žametno. Pač pri nas so se nekatere stvari čez noč spremenile, ampak seveda v nevednosti. Ne. Recimo, če gledaš eno klasično župnijo, kaj so se pravi, vemo, da črpaš iz tega modela zdaj veliko Divine Renovation, se pravi, pri nas imamo od Melona prevedeno knjigo Božja prenova, ne? Pa ono drugo, Beyond the Parish. Pa Onkraj župnije. Onkraj župnije. Tako, ja. Se pravi, to sta deli, ki navdihuje te prenove. Kaj so recimo take praktične stvari, ki ste jih vi v župniji, tej zvezi pastoralni začeli delati drugače napram nekemu klasičnemu delu prej? V bistvu zgodilo se, ko smo išli na ta seminar prvič, se je zgodilo, ravno spet te dni sem se pogovarjal z eno, ki je bila takrat, to je zdaj že 6-7 let nazaj, še pred korono. V Kanado smo šli pač v iskanju. Ko je ona prihajala nazaj, razporedili smo se po delavnicah in je rekla, pa to mi že delamo, to smo rekli, da bomo delali to. Nam je bila to potrditev, da smo prav začeli gledati. Tam smo pa doživeli, da se pa da tako živeti. Nam ni ratalo, ker nismo niti, samo uki smo bili, kar se tiče take, mislim, se marsikdo, marsikaj, eni so 100 let pred nami, že mislim, 100 let, pač. Veliko krat je vezano na karizmu duhovnika. Ja. Mi smo pa hoteli, da postavimo poti, ki niso na... Zelo negativen prizvok je pri nas. Vi ste karizmatičen duhovnik, pa to. A ne? In to je veliko krat tudi tako pa klerikalizem. Je izgovor, ja ti, ko si karizmatik, prosti. Jaz bom rekel, da sem iskalec, ali pa sem garač, ali pa kakorkoli, ali pa sem pismen, ali pa sem nezadovoljen. In zaradi tega pač prihaja do nečesa. In se zgovarjati na karizmo enega, to je spet, bom rekel, prepoceni. Jaz mislim, da vsak duhovnik lahko, tako zdaj župnija, ko si omenil prej, klasična, teče po enih poteh. Ne rabiš biti karizmatik. Ampak vsi smo karizmatiki, vsi smo vsi maziljeni, vsi smo vsi orodje Svetega Duha. Torej pač, kje dovolim Svetemu Duhu, da dela znotraj enih poti. In naše župnije pač imajo ene poti, ki so delovale pač dokaj dobro, vrsto let. Zdaj se je pa, kot Melon pravi, ne da se je igra spremenila, ne da so se pravila igre spremenile. Igra se je spremenila. Čisto druga igra. In ta metoda pač več ne učinkuje sama po sebi. To ne pomeni, da je z župnijo kaj narobe. To ne pomeni, da je s cerkvijo kaj narobe. Ampak da moramo pač iskati načine, kaj danes deluje. In tako Korinčanom Pavel obraze ljubezni in poti ljubezni opisuje, tako je pastoral, oziroma jaz govorim evangelij. Če evangelij ne odgovarja na, potem ni evangelij. Potem to ni evangelij. Ja, potem je to moja beseda, potem je to nekaj mojega. No in Divine Renovation je bil zelo močno potrditev enih stvari, pa zelo dobra metoda, ki je ubesedila določena hrepenenja, ki smo imeli. Meni je takrat recimo prvo prišel, Bog resnično želi rodovitno cerkev. Pa ne bo to taka tolaž, pa taka spodbuda. Ne želi, da smo potrti zaradi neuspeha. On želi, ali pa passion, ko smo se mi tako bojimo, da bi kaj omenili, da strastno. Ali pa navdušeno. Jaz vedno razmišljam, kdaj si nazadnje srečal navdušenega kristjana? Kdaj si nazadnje srečal navdušenega župnika? Težko, ker je že to povezano z skromnostjo, pa pobožnostjo. Pa se to ni res. Pobožnost je lahko navdušena, ampak mi pa mislimo, da moraš biti nekak pohleven. To ni dobenega nasprotja s tem. Prej si omenjal, recimo, ti si rekel dobrodošlica, mi bolj razširjamo na gostoljubje. Gostoljubje mi je dost globlje drža, ki je celostna, ki vsebuje dobrodošlico, pa vse živo, vse, pozornost, tenkočutnost, kje kdo je, na kak način mu pristopiti, tudi to, da ni samo pri vratih te pričakam, pa te sprejmem, ampak tudi te poiščem, te najdem, te poslušam. In moje oko, moje srce je usmerjeno v tiste ranjene, oddaljene, ali pa tiste, ki sem jim jaz oddaljen. Da ne bo skozi zvenelo, ker to je bilo meni tako odkritje, ko smo imeli, ne vem, katerega leta šel,
prejšnji župniji leto oddaljenih. In mene je takrat kliknilo, jaz sem oddaljen. Življenje se drugje odvija. Jaz sem na robu. Oni iz centra dogajanja prihajajo na rob k meni, v župnijsko cerkev in odhajajo. In meni je to bilo, Kristus pa gre v središče in to je papež Frančišek skozi. Pa bežite noter tam, kjer je življenje. Ne? Spustite Kristusa, ne zapirajte ga v to kletko obrobja, ampak in to je ta gostoljubje je to. Ne? Okay. To je ena taka drža, praviš? Omogočati Kristusa, da se sreča kjerkoli, kdorkoli je, na tak ljubeč način, brez očitkov, to je pa recimo zelo močno orodje alfa, tam, kjer kdo je. Jaz moram povedati, da meni alfa zelo... Torej, tečaj alfa, deva mečkaj samo razložiti, kaj tako, točno to je? Ta srečanje alfa. 12 tednov, ali kako je to? Ja, tako bilo je 13, da je 11. Jaz sem bil zelo nasprotnik tega. A res? Moram priznati. Ok, zakaj? Ker sem dobro vzgojen katoliški župnik. Ok. Ne rabimo tega. Angleška zadeva, pa tak naprej, pa bomo že nekak ne. In sem padel noter, na enem seminarju, na enem izobraževanju sem bil, čist župnijske prenove, in so imeli en dan za župnike, pa niso povedali. In jaz bi šel drugo delavnico in nisem imel izbire in sem se znašel v delavnici, smo imeli poldnevno izobraževanje alfe. Tečaj alfa. In jaz sem bil tako slabe vole, na začetku. Pa sem pa od znotraj skapiral, kaj to je. In me toliko premaknilo, tako da zdaj recimo po vseh teh letih teh srečanj alfa, ko smo jih imeli, si zdaj večkrat recimo prav rečem, ko me kdo, pa ne, spet me vedno, ko kdo pride besen pa to, jaz rečem, ti si z alfo. In sem dosti bolj potrpežljiv, dosti bolj ljubezniv, dosti bolj srečen. Nekaj alfa ravno omogoča, ne poučuje, ampak srečuje. Pomeni, to so omizja, ki tekom tednov postanejo prijatelji. Prijateljska omizja. Ja, dejansko postanejo. Se pravi, ljudje, jaz eno izkušnjo imam alfe, no. Pred leti smo nekaj poskusno v naši fari, tako, ampak je res. Se pravi, tudi ne vem, če smo jo čisto prav naredili ali kakorkoli, no, ampak meni je všeč, ker se mi zdi, da ustvari prostor, da se predebatirajo vprašanja, ki jih imaš, brez obtoževanja, tako kot si rekel, ne? In ker se pač predebatirajo te temeljna vprašanja glede vere, ta kerigma, to temeljno oznanilo. Ne? Pa bivanska, ja. Ja. Kaj delam tle? Zakaj sem tle? Tako. Ne, na svetu. Pa kaj bo z mano, ko umrem? Pa... Imaš možnost, da si tiho, imaš možnost, da poslušaš, imaš možnost, da spregovoriš. Ja, ali pa da provociraš. Tudi. Imaš možnost. Razen, če bi bil nevljuden. Ja. Ne, ampak znotraj teh omizij se da... In to zelo odpira eno obzorje, pa zelo nas varuje, da bi poučevali, pa da bi spreminjali druge. A te je to najbolj navdušilo takrat na unem izobraževanju? Ja. Recimo mene samega, ja. Ker jaz mi skozi imel, kaj ti manjka? To ti moram dati. Ne, jaz te moram samo omogočiti, da se sreča s Kristusom. Kaj bo te pa video pol imela? To je pa vajna stvar. Jaz te ne rabim pripeljati v cerkev. Ker mi imamo pa vse dogodke, ki jih delamo z Mašo. Pa naslednji del ga njih Maši. Joj, kaj sem narobe delal? Nič, potuje. Ljudje pa niti pojma nimajo, kaj Maša pa kot taka je. Ja. Potuje in koliko je lepo potem, ko čez čas vidiš, začneš videvati, srečevati ljudi in ti ljudje postajajo potem sodelavci, ti ljudje potem postajajo voditelji. Ja. Ampak osnova je pa ta ločnica, ki se mi pa zdi, da pa obstaja. No, pa jaz jo kar malo tako imenujem, pa mogoče provokativno, ne? Ampak razlika med kristjanom, ne? Se pravi z vsem kulturnim bremenom, ki ga prinaša to sabo, in učencem. Ne? Se pravi, ko ti srečaš osebno Kristusa, pa da mi pove, če se ti to spet zdi ena protestantska floskula, ampak jaz mislim, da ni. Pač dediščina. Jaz mislim, da to naša dediščina. Jaz pač izzivam tudi podobno, pri duhovnikih to držo rečem, da smo hlevari, ker skrbimo bolj za hlev, kakor za ovce. Ravno Marko govori o pastirjih. In zdaj, ker ovc več ni, bomo se pač s hlevi ukvarjali. Bomo pač zlatili. Tako obnavljamo cerkve, ne, in smo pohlevni. Iz sodelavcev pa dela, izogibam se besede laik, čeprav je super beseda sama po sebi, ampak je tako, recimo na Koroškem, ko smo govorili o alfi, so se vsi režali, ker alfa pomeni tisti lonc. Lonc. Zdaj več ne, ker že poznajo alfo in smo predrugačili
vsebino smo dali temu pojmu. Več ne pomislijo na tisti kotel, ampak pomislijo, ona srečanje, ko imate. Ne? Tako bi rad lajke zopet vrnil, ne? Kaj je lajk? Lajk je, ti si pa lajk. Ne? Ti si govorc, jaz sem pa lajk. Pomeni, nimam pojma. Pač, pasivni prejemnik v cerkvi. Kvečemo rekreativci in zato jaz pravim opazovalci. Ja. Jaz sem na odru, klerik, ti si pa opazovalec. In opazovalec, ti si lahko kritik. Super, ker opazuješ. Raš pa nič narediti, ker tak ne znaš. Se bo župnik rože postavil, pa sveče prižgal, pa in to se naredi. Ampak to je dediščina. Ena dediščina, ki je tega hendikepiranega. In ko se zgodi osvoboditev tega, tudi te drže, tega načina, ko postaneš sodelavec. Jaz bi rad, da bi recimo, ko rečem laik, da bi to pomenilo istočasno sodelavec, to je ta učenec. Okay. Mal bi te zaprovociral tle. Sodelavec je velikokrat lahko tudi nekdo, ki s svojim sodelovanjem izvaja svoje gospodovanje in svoj ego pumpa v cerkvi in nad ostalimi, ki so še pod njim, vrši oblast. To je tudi lahko velikokrat. Se pravi, mislim, da osnovna distinkcija mora biti v tem osebnem odnosu s Kristusom. Ja, to bo vedno. To bo vedno, ta nevarnost bo vedno ostala tudi pri nas župnikih. Kako se boš tega znebil? Kaj, če nisem s pravim motivom postal duhovnik? Kaj, če sem postal duhovnik, da bom gospod? Kaj, če sem postal duhovnik zato, ker pač za nič druga nisem bil in tako naprej. Tudi pri sodelavcih seveda je. Zato pa recimo, ko govorimo o učencu, je tisti, ki pravi učenec, ki hočem, je tisti, ki se sreča s Kristusom. Ja. In iz tistega ven še vedno bo toliko ego. To ne moremo brez tega. In bo vedno še kdo zaradi svojih frustracij. To se dogaja pri nas zdaj. Jaz ogromno krat zdaj moram miriti strasti in sem utrujen večkrat, ker sebe ne obvladam in svojega prav ne obvladam. Ampak odgovoren pa sem. In zdaj, ko vidim kak korak naprej, kaj da bi videl 5 korakov, da bi jamčil za druge. In potem srečam eno sodelavko, ki je Jezusova. Sodelavca, ki je Jezusov, ampak ima ta trenja. In to se bo vedno dogajalo. No, so tudi učenci Jezusovi. Tako da tu jaz mislim, da to, ko si rekel, da izzivaš, fajn, da to poudarimo, to je skupnost iščočih, nepopolnih na poti. Ker da ne bi mislil zdaj, kdo gre skozi Alfo, pa ni šans. To je toliko iskr potem, še potem, veliko več, kakor pa prej. Ker prej smo pasivni opazovalci, smo samo negativni kritiki, ki za hrbtom govorijo. Mene tizek ne boli. Zdaj pridemo pa skupaj, zdaj smo pa za isto mizo, zdaj pa skupaj snujemo, zdaj si pa ti soodgovoren za to, kar se dogaja. Zdaj se včasih zgodi, da jaz vstanem od mize pa rečem, ok, značrtujte, pa bomo šli. Ni več samo moja odgovornost. Kaj bomo naredili s pastoralo 9. razreda po Birmi? Mislim, povejte, je župnik, župnik, ne, to so tvoji mladi, vaši mladi. Kaj bomo? In tu pa potem različna mnenja, zdaj pa bo to ven ego, ali bo bolj tista moja poslušnost Kristusu, pa pripadnost cerkvi in tako naprej. To brez tega pa ne bo šlo. In jaz mislim, da tega se ne bomo bati. To sem slišal tudi recimo isto tam v Kanadi, zdaj, ko smo bili letos v Angliji, ko sem se pogovarjal. Konflikti so. Konflikti bojo, ampak katera tekma je brez konfliktov? Veš, kako smo se drli drug na drugega, ko priješ v garderobo. Yes! Ali pa smo zgubili, pa smo se skupaj stopili. To je to. Pastorala pač zahteva, ampak to je dragoceno. Meni se to zdi fajn, ker to pomeni, da me boli, da mi ni vseeno. Ko mama govori, kakšne lončke bi imeli, jaz samo poslušam. Pa fučka se mi kakšne lončke. Pa tak material, pa on, fajn. Ja, kaj boš rekla? Mislim, ko pa začela ona govoriti, recimo, kako bom veročno učilnico, pa to, tam pa mi ni vseeno, tam se pa zbudim. In začnem krvaveti. Če je vredno krvaveti. In ne bom krvavel za stvari, ki niso vredne. Tu recimo, ko karkoli se dogaja, pastorale, karkoli se dogaja živega. Se pravi, to je prava živa skupnost, ki se zna skregati, pa se zna tudi pobotati. Nujno. Ki se mora znati skregati. Nujno. Malo nazaj. Nam je ena cerkev propadala, Turn, smo ga zrušili. In potem je ena dama, ki zelo skrbi za to izgled in fajn, super. Ja, super. A vam ni hudo, ko?
Sem rekel, kaj je meni hudo? Dva, ki sem jo jaz poročil, se ločujeta. To je meni hudo. Ko en moj mulc, ki sem toliko časa z njim preživel, toliko fajn, in mi pošlje SMS, da razmišlja o samomoru, a ste normalni, pa naj se podere ta cirkev. Spat ne morem zaradi tega mojega poba, zdaj bom pa jaz zaradi teh cinglov, mislim, pa vse se grdo sliši, ampak gotovo ni prvenstveno tisto moje poslanstvo in gotovo cerkev ni mišljena, da bomo mi ohranili vse sakralne spomenike, ker jih tako več ne zmoremo. Pa ne rabimo se danes tega dotikati, ker še preveč kurje kože. Ampak dejstvo je, pa pastorale recimo postavlja stvari, ne bom poveličeval pastorale, na pravo mesto. A je Kristus središče, oziroma a je to, kar mi se gremo, a je v smeri Jezus Kristus? Če ni. Okay. Kdaj se zgodi in na kakšen način recimo vi to prakticirate ali pa je to še proces iskanja, ko recimo po tečaju alfa in še po nekih stvarih, ko nekdo res postane tudi sodelavec tako? A veš, tukaj se pri družini in življenju radi o tem pogovarjamo, zaenkrat pa tudi iščemo stvari, ne? Kako narediti učence, ki delajo učence, a veš, da se to proces ponavlja, da se replicira, ker to videti je pa tisto najlepše in najbolj pomembno. Če vam tu rata, dajte nam metodo. Ja, iščemo jo. Jaz sanjam o poti. Ja. Se si potnik, ne? A veš, nomen, omen, a veš, ne? In dejansko pazi, v Novi zavezi, to smo bili zadnjič se pogovarjali, ne? A veš, kristjani so 3-krat omenjeni, ne? Učenci pa privrženci poti. A ne? So pa 100 plus krat. In to je naša... Mi zdaj postavljamo način, metodo po alfi, kdor želi, se lahko pridruži v mala občestva. Ja. To so srečanja, ki nadaljujejo način, ki mi je domač, ta alfa način, istoomizja, družabno, in pa, ker alfa sama je zelo, bom rekel, kristocentrična, splošna, pa Sveti Duh. Ni pa to, pa tudi cerkveno dokaj, ampak ostale stvari pa ni toliko, zato da tudi bratje protestanti, pravoslavni lahko, nemoteno, ni katoliška, to hočem reči sama po sebi, ampak en povprečen sploh ne opazi, da ni. Torej, izogibamo se definicij, ki jih imamo strogo mi katoliki, ampak je tukaj odprta. No, meni se zdi, da je temelj, na podlagi katerega ti kot katolik lahko začneš razumeti sakrament. Lahko začneš razumeti, kaj se sploh dogaja pri sveti maši in tako naprej. Tukaj se mi zdi, da je ta temelj, ki velikokrat nam manjka. Ker ne vemo, na kaj pripeti. No, in pri malih občestvih gremo pa zelo katoliško. Od vseh sakramentov, do razumevanja Svetega pisma. To je pa potem pot. Metoda zdaj je, skupine potujejo na 14 dni. To smo opazili. Isto mala občestva. Pač govorimo o prijateljih. Prijateljih v Kristusu. To si želimo. Da bi dejansko to navdušenje, ki so ga prepoznali ob bližnjem, da lahko iščejo. To so ljudje, mnogi, ki so se oddaljili od vere, cerkve, kar nekaj takih pa, ki so zdaj na novo našli pot, ali pa se niso oddaljili, ker nikoli niso bili blizu. In alfa jim je omogočila to. Zdaj pa skozi mala občestva, tudi kdo se najde mimo alfe, ker je naletel na koga, ki se je zbudil, ali pa je navdušen, pa pride v malo občestvo, pa ga potem pošljemo na alfu še, da se tam še navduši, da potem lahko potuje to. To zdaj zaenkrat imamo, to metodo uporabljamo. Je pa res, da imamo dediščino odprej, ko smo imeli kar nekaj zakonskih skupin, Exodus skupin, in je tako veliko skupin, in zdaj ne moreš biti v malem občestvu, pa tu, in smo zdaj videli, zdaj razmišljamo, a pa ženska skupina, pa to so že mala občestva. To so že skupine prijateljev, ki se srečujejo med seboj s Kristusom. Zdaj bi pač radi omogočili, da bi tudi zakonske skupine ali pa kjerkoli druge skupine, da bi to doživljali, to, kar mala občestva doživlja, in da bi potovali, da ne bile zgolj ali samo neke družabne skupine ali pa terapevtske skupine, ampak da bi dejansko doživljali svoje biti res Kristusa v središču, to, kar mala občestva omogočajo, tudi peljejo skozi slavljenje Boga, pripeljejo do zakramentov,
Nič sramežljivega. Da smo njegovi učenci Tako, zares. Ne? tako. Pa to so tedenske zadeve. 14 dni. 14 dni. Na 14 dni. Okay. In tu je potem to, kar si prej rekel, kako bi potem. In tu iz teh malih občestev se potem pa, ko so gostitelji, ni voditeljev, ampak so gostitelji skupin, ki so odgovorni. Gostitelji govorimo zato, ko sem prišel k tebi, si me vprašal, a boš kaj vode? Ti nisi bil moj voditelj, si bil moj gostitelj in sem se počutil nič podrejenega, nič mimo prijetega, prijetno. Ne? In to poskušamo tudi pri malih občestvih. Seveda, in gostitelj tudi skrbi za vsebino, za potek. In zdaj, če imaš ti tam iz tedna v teden, oziroma 14 dni, prijatelje, se veseliš tega in te dejansko ljudje. Ja, ti ni breme to srečanje, ampak greš z veseljem. In ta gostitelj potem tudi malo opazuje pa to in že prepoznava in že malo sondira, a bi kdo želel kje vstopiti malo bolj dejavno. Ostane v malem občestvu, pa kot kak pravi učenec že začne malo bolj aktivno v kateri skupini, drugi skupini dajati. To se mi zdi, pa je res temelj tega, kar danes ljudje iščejo. Ne? Veš, veliko je morda te individualizacije, ne? Vsi smo otok zase. Pa vidim, ljudje se sprašujejo, kje naj jaz skupaj s kom naj vzgajam otroke, kako naj jaz nekako... Ne vem, a veš, veliko je mogoče nekega druženja, ki temelji na, ne vem, na plehkosti, na popivanju, na zabavljaštvu in tako naprej, pa si marsikdo že želi kaj več, pa ne ve kako, pa kam, pa kaj ne. Jaz mislim, da vsak starš. Ja. Ampak je ful težko, težko prijeti zraven. Pa recimo, prvo je težko sam plavati proti toku, ko vidiš, da ti že mediji, šola, krožki ti kradejo čas tvojemu otroku, ful vplivajo, pol pa še to in ti se ti zdi, da nimaš več vpliva na otroka. In recimo, zato, ko sem prej omenjal družinsko katehezo, da se kritična masa staršev skupaj, mi imamo iste, mi dva imamo iste hrepenenje, pa to. Potem pa razni programi, recimo, kaj se mi imamo, Rad živimo, ki omogoča eno veselje pa moč, da starši doživljajo tak ein šprica, to, tako tabori, ki jih imate vi, ti dnevi močni, za družine, da tudi otrok sovrstnike doživi in da ni nič narobe, če smo skupaj pri maši, da to ni samo ena egzotika, ampak da je to normalnost. In težko je, tu pa nastopi evangelizacija, da ne skrivamo ljubosumno zase, ampak si upamo to predstaviti, pričevati, nagovarjati, spodbujati. Ne, da se včasih tu zveni kot elitizem, nam učitajo včasih, da se ukvarjamo samo z enim, ampak z vsakomur, ki je pripravljen. Ok, se pravi, če folk živi nekje blizu na Koroškem, se dejansko lahko pridruži. V DK, v družinsko katehezo so hodili iz Ljubljane tudi. Tudi iz Ljubljane so se vozili. Zdaj je iz tiste DK nastalo 1, 2 v drugih župnijah so že nastali. Zdaj letos nastaja še 2 župnijah iz tiste. In hvala Bogu, gre naprej, ker so bili udeleženci in so potem tudi starši hodili k nam in so zdaj postali protagonisti. Župnik je, če je zdrav, je za, si želi takih družin in potem se širi naprej. To je recimo eno izmed okolij, ki je družinska kateheza. Recimo. Kaj pa celota tega, kar delaš, pa delate skupaj, se ti zdi, da je neko upanje, da lahko postane model za kasneje, za naprej, da se ponovi? Ker, a veš, verjetno nekaj kanadskega tle pri nas moraš pač pretenstati, moraš predelati, moraš dati skozi slovensko izkušnjo. Jaz zdaj gledam recimo DK, sam sebi povidim, da deluje. Tudi všeč mi je, ker so recimo tudi v drugih župnijah tam, kjer so malo predrugačili. Se mi zdi fantastično, da so dejansko prilagodili svoji župniji, manjša župnija, ena župnija, mi pa 7 župnij. Normalno, da bomo drugače pristopali. Oni drugače, mi imamo drugačen kader. Jaz iz 7 župnij lažje dobim nek bazen sodelavcev, kot pa nekdo v eni župniji štart. Ampak potem je pa tam lažje, ko stopijo. Kaj pa recimo, kako se pa to povezuje, recimo družinska kateheza pa alfa, sta to čist 2 različna svetova, ali kako se tudi ljudje recimo mešajo? To že. Ampak alfa je vstopno mesto.
alfa je vstopno mesto, DK je pa ta kontinuiteta. Okay, se pa že v bistvu katehiziranje je pa kateheza, ja. Ja, ki so že vstopili, ki že želijo. Nekdo, ki je zelo daljen, je DK pretežko za njega. Zato, ker DK je nadstandard. Zato, ker DK pomeni, zakaj sem DK začel? Družinsko katehezo sem začel zato, ker vzgoja tvojih otrok ni moja naloga. Ti si foter. Jaz bom tebi pomagal. Ampak jaz sem župnik njegov, nisem njegov ata. Ti si ga naučil prvo besedo, ti ga daješ spat, ti ga boš pokrižal, ti ga blagoslavljaš. Jaz ti pa stojim z vsemi močmi ob strani. Bravo. In aktiviraš starše s tem. Seveda. Ja. Jaz moram pa tebi narediti vse, da boš ti imel dovolj. Ampak ti boš njega vzel na kolena, pa mu svetopismo bral. Okay. Ali morajo biti starši, ki izvajajo družinsko, ali pa izvajajo družinsko katehezo, že učenci? Ali je zaželeno, da dajo čez alfo? Ne? Mislim, dobro, to so zdaj že zelo specifične teme, ki jih midva recimo lahko... Izhajam iz realnosti mešanica. Ja, okay. Eni so zelo tradicionalni verniki, eni so bivši animatorji, bivši skavtski voditelji, eni so šli skozi alfo. Zelo različno. Okay. Zelo različne poti. Pač DK je odprt, potem DK se potem v mala občestva spet razdeli po 5-6 družin in tam znotraj se dogaja, kar se dogaja. Okay. Ne obvladamo več vsega. In mi voditelji potem pač prepustimo tudi, kar se dogaja. Sploh pa ne obvladam tega, ker mi imamo enkrat na mesec. Eno nedeljo imamo mi, da se dobimo 9:30, pa tja do 3. Wow. Potem prijemo skupaj, pa potem po maši, taka naša maša, družinska maša, potem je malca. Pred korono smo še imeli kosila, pa smo to zreducirali, da malo lastno malco iz nahrbtnika. Potem otroci grejo za sebe, mi imamo katehezo za starše, potem pa starši grejo v te male skupine, DK skupine, potem pridejo pa z otroci skupaj, pa malo sanjamo o tem, da bi tam se zgodil hiter prenos podatkov, kaj so otroci delali, kaj so starši delali. Bistveno je potem pa, kar se čez mesec dogaja. Ja. Mi damo tedenske pobude, pa gradivo, pa vse to, ampak jaz ne kontroliram dobenih listkov, dobenih znanja, nič. Ampak jaz samo tebi stojim ob strani, ti pomagam, da boš čez mesec lahko rodovitno živel to smer v bistvu. Ne. Zdaj pa, kaj se dogaja? Zelo dobro. Dogaja se pač ta prehod, ki mislim, da je nujen za nas kot skupnost, kot država v resnici, in tako, da postanemo iz nekih pasivnih opazovalcev aktivni učenci, Jezusovi učenci, ki dajejo naprej, ne? Pred družinim življenju imamo tako, dajemo naprej. Ne? Veliko iskanja bo še potrebno, ampak sem vesel, da tako dobro to delate. Simon, hvala ti. Daj morda, da zaključiva še enkrat z enim tvojim mogoče apelom, pozivom, vabilom v tisto, kar se tebi zdi mogoče najbolj pomembno. Mene, tako zadnja leta me je zelo prizemljilo smer Jezus Kristus. Ta vrstica mi je prišla in me ne spusti več. In zdaj vedno bolj vidim to, kar imel Ignacij Lojolski, oko namena, kam sem usmerjen. Če smo usmerjeni v sence, bomo pač videli skozi sence in bomo pozabljali, da je sonce. Ampak skozi bomo strangljeni in bomo tarnali, ker lahko toliko tarnamo. Mi imamo toliko razlogov, da tarnamo. Ampak lahko pa toliko smo močni v Kristusu in dejansko ta tolažba, da Gospod ne želi, da smo... Mislim, ni problem biti revež, ker sem Gospodov. Raje stojim na pragu Gospodove hiše, kakor da sem v hiši po Roglici, pa kaj sem v palačah drugod s Gospodom. Ne? In se mi zdi, ne rabimo se bati. Nijamo razloga, da bi se bali. Prav ne rabimo. In se mi zdi, mene recimo drži po konci to. In večkrat se vprašam, ko pač zadnji sem, ki imam to odgovornost, da ključne odločitve sprejemam. A je to v smeri Jezus Kristus? Meni osebno to me je rešilo zdaj že parkrat. A je v smeri Jezus Kristus ali je bolj po moje? Vrži stran. Ne rabim tega. A je v smeri Jezus Kristus? In me zelo osvobaja. In v smeri Jezus Kristus, tudi če se zdaj še ne kaže stvari, Gospod nas ne bo prepustil, nas ne pušča samih in to, da si želi rodovitne cerkve.
Zdaj, kakorkoli je zvenelo te besede, ki smo jih imeli, jaz vedno znova, pa ne iz ponižnosti, ker to bi rad bil, mislim, teda sem prišel, da sem ponosen na svojo ponižnost, ker nisem. Ker nisem. Ampak mi ne doživljam nas kot uspešne. Mislim, res ne. Okay. Koeficient strelov na gol imam zelo slab. Samo doskrat streljam na gol. Ogromno krat falim. Pa meni sram, pa meni strah. Zato, ker na svetovnem prvenstvu, ko so zmagali 1-0 ali pa 2-1, pa tudi če so 66 krat streljali, ampak na koncu se bo govorilo 2-1 so zmagali. Svetovni prvaki so. In nič bat zgrešiti, nič bat delati v blagoslov. Mislim, ko gremo svetopisom, pa to so sami padci. Ja. Vsi liki, ki jih imamo, samo to kar pozabljamo, pa imamo samo potem Abraham, ja pa skozi skozi samo stisko so šli, mi pač zdaj, seveda, neuspeh spada zraven, pa kaj, to je normalno, ne, da se tega ne bojimo. Pa ta tolažba, da Gospod v tem času zdaj, ne prihodnim rodovom, zdaj našemu rodu obljublja zvrhano potlačeno mero. Tudi, pa ne v smislu uspešne pastorale, ampak žive cerkve. Duhovne rodovitnosti. To, da bo novi ljudje prihajajo. Mislim, ljudje, ki pred 5 leti sploh poznal nisem, zdaj so moji ožji sodelavci. Pa tak, to je res lepa izkušnja. Ne? Gre pa skozi ceno krvi. To pa gre. Ne? In tisti, ki si upa tudi to sprejeti, bo blagoslovljen. Hvala, jaz bi rekel tu, hvala Dižu. Res, hvala Bogu. Danju, pa Vilmi za to, pa vsem sodelavcem, pa tebi zdaj, ki si vstopil zelo močno. Blagoslova kličem, no, hvala. Smo skupaj, ne? Ja. Skupaj. Ja. Hvala. Hvala, Simon. Bogat pogovor, no. Sem res vesel. Dajte nas spremljati. Družina in življenje, diz.si, dobite 10 pravil za boljši zakon. Simon, vi imate pastir.si spletni naslov, tako da povabljeni tudi tja. Pa se vidimo naslednjič. Srečno z Bogom. Ja.